Lepo poletno dobro jutro vsem. V našem jutru zdaj razmišljamo o magičnem številu 7. Imamo 7 dni v tednu, 7 čudes sveta, pa kolikokrat smo v pravljicah prebrali, živela je za 7 gorami. O pomenu števila 7 to jutro klepetamo z numerologinjo Lili Sorum. Lili, dobro jutro. Dobro jutro. Torej bova razvozlali tole sedmico. Pa jo dajva. 7. mesec v letu, pa danes še 7. dan v mesecu, torej se to kar podvoji. Je to dobro ali slabo? A ni zanimivo, kako običajno kar čakamo, kje bo kaj slabo, pa negativnega, pa kar oprezamo. Število 7 absolutno povezujemo z misticizmom, se pravi razkrivanjem skrivnosti, naših globin, pravljic, vsega nerazložljivega. Pravzaprav je pa čudovito število in v letošnjem letu nam zelo pomaga priti ven iz naše cone udobja, iz tega, na kar smo navajeni. Se pravi, da vam mogoče gledalce danes pozvati k temu, da so radovedni, da so zvedavi in da raziskujejo tako kot Sherlock Holmes. Pa dajva še mi dve. Dajva. V katero smer vam potujejo asociacije, s čim vse še lahko povezujemo sedmico? Ogromno simbolike povezane s sedmico. Po eni strani ta misticizem, pravljično, vse to, kar ne razumemo, analitičnost. Po drugi strani pa tudi pravičnost, resnico, to, da nam nekaj postane jasno, po domače povedano. Sedemko povezujemo tudi s pisanjem, strokovnostjo, s tem, da smo profesionalni v tem, kar počnemo. Sploh število 77 je mojstrsko število, ki simbolizira, da nekaj počnemo resnično perfektno dobro. Se pravi, če bi rekli plus sedmica je to, da delamo na sebi, da raziskujemo, da iščemo neko, bom rekla, resnico, pravico. Tisto, kar nam pa mogoče včasih ni všeč ali pa kar mogoče malo bolj negativno na nas vpliva, je pa definitivno ta perfekcionizem, zaradi katerega imamo potem občutek, da nismo dovolj dobri. Ja, to je kdaj res težava, ampak zdaj bomo iz tega izplavali, kaj ne? Dajva. Je zato naš najbolj znan košarkar Luka Dončić hotel, si želel to sedmico, ki pa je z njim povezana, tesno prepletena tudi v zasebnem življenju? To bomo mogli njega vprašati. Definitivno mu je pa dobro dela, če pogledamo spremembo. In se mi zdi tudi čudovita primerjava. V življenju včasih se nam zgodijo stvari, ki so na prvo žogo negativne ali pa nas razočarajo. In jaz mislim, da mnogi smo bili presenečeni, ko je prišlo do menjave v drug klub. Ampak po drugi strani se je naravno zacvetel tale naš fant tam. Se mi zdi, sprejetje je bil drugače, spoštovanje je bil drugače, čisto drugače je zasijal. In to pravzaprav je število 77. Ko včasih preko trnove poti pridemo do tistega pravega bistva sebe in smo mogoče veliko močnejši v tem, kar smo, kot bi sicer bili. Prej ste omenili negativnost. A ni 77 povezana tudi z nečim negativnim? A nima tudi to konotacijo? Zdaj, v numerologiji tako. Vsako število ima pač neke pozitivne vplive, pa neke negativne vplive. Mislim, da tudi sicer v življenju je tako. Zdaj, če rečeva, da sedmica je tista, ki vedno želi dvigniti kvaliteto, raziskovati, včasih smo mogoče potem tudi preveč ozkogledni ali pa se osredotočamo na kakšno tako drobnarijo, ki ni najbolj pomembna, pa se nam v danem trenutku, ko imamo slab dan, zdi tako fatalna in konec sveta in potem čez 10 let rečemo, o moj bog, kjero dramo sem naredil brez veze. Tako da v bistvu to je lahko mogoče ta, bom rekla, negativna konotacija, ko malo preveč resno jemljamo, ko se nam zdi, da nimamo več možnosti nekaj izboljšati ali narediti bolje, ali se učiti. Sedmica pravzaprav simbolizira učenje. Kar pa po drugi strani pomeni, da nečesa ne znamo. Če se jaz odločim učiti kitajščino, to pomeni, da po vsej verjetnosti je ne obvladam, kar pomeni tudi, da po vsej verjetnosti se bom kar nekolikokrat zmotila, preden se bom popolno naučila. In se mi zdi, da ta proces učenja, bom rekla, eksperimentiranja, mogoče tudi tega, da se zmotimo, pa da smo mogoče malo smešni, nam velikokrat ne diši. Česa se bomo torej skupaj učili to poletje, predvsem pa julija? Kakšen julij je pred nami? Julij bo definitivno mesec osebnostne rasti, duhovne rasti, raziskovanja sebe. Letošnje leto je zelo specifično, se pravi letos biti zvedavi. Sploh se mi zdi, julij bi bil idealen za to, da gremo v hribe, v naravo, v sebe, na neko tako potovanje v svoje misli, svojo podzavest, svoje prepričanja. Če pogledamo, koliko zanimivih takšnih in drugačnih novic prihaja iz sveta, pa koliko je tudi, bom rekla, novic in stvari in dražljajev, ki mogoče vplivajo na nas, pa niso najbolj kredibilni in resnični, tako da pravzaprav neko svojo staro, zdravo, dobro kmečko pamet obuditi, pa predvsem si vzeti čas zase, julija. Kakšno knjigo dobro prebrati, kakšno osebnostno rast, duhovno rast, tudi kakšno pravljico mogoče. Pa se mi zdi tudi danes je toliko vsebin na internetu, po spletu, dostopnih v vsakem trenutku. Se pravi, mogoče negovati sebe,
pa vero v to, da je življenje lepo. Da gremo potem stran od teh negativnih konotacij in mogoče negotovosti, ki jo čutimo. Kaj pa v nadaljevanju poletja, avgusta pa septembra? Avgust bo zelo zanimiv mesec. Avgusta nam bo malo ego nagajal. Avgusta se nam bo mogoče malo mudila. Zdaj, dobra stran avgusta je to, da za neke stvari enostavno ne bomo več imeli živcev, po domače povedano. Se pravi, bomo mogoče malo bolj nepotrpežljivi, pa tudi malo bolj odločni. Se pravi, avgust bi bil odličen za to, da pregledamo svoje cilje. September je običajno tak simboličen začetek leta, šola se začne, z dopusta pridemo. Se pravi, da bi mogoče že takrat začeli si postavljati malo drugačne cilje, malo drugačne odločitve, definitivno više kot sedaj, pa biti pripravljeni na to, da nam bo ego malo ponagajal. Se pravi, da bomo mogoče hitro užaljeni, da bomo mogoče malo bolj urno reaktivni, da mogoče nas bodo stvari hitreje zmotile. Po drugi strani počasih to tudi v redu, ker včasih pa odlašamo z nekimi spremembami, z nekimi pozitivnimi odločitvami, tako da včasih rabimo malo potiska ali spodbude. Lahko bi zaključili pogovor že tu, pa vendar morda še zadnje podvprašanje. Kaj sedmica prinaša vsem tistim, ki jo imajo v datumu rojstva? Super vprašanje. Se pravi, sedemka je tista, ki želi dvigniti kvaliteto. To so osebe, ki so običajno do sebe stroge, se pravi, sebi zelo težko pohvalijo, medtem ko znajo pa zelo hitro pri drugih prepoznati kakšno dobro lastnost, jih spodbujati. So osebe, ki znajo biti zelo natančne. Kot smo prej rekli, včasih se potem osredotočijo na kakšno stvar, ki ni najbolj pomembna, pa jim potem rečejo, da so picajzli. Se pravi, so osebe, ki rečejo, da so radovedne, se rade učijo, rade raziskujejo, včasih pa tudi kaj malo prehitro, preveč resno vzamejo. Se pravi, če taki osebi rečemo, no, saj se vidimo, taka oseba bo rekla, kdaj, kje, za koliko časa. No, smo razumeli. Hvala za vse te napotke in upam, da bo to poletje tudi po vaši zaslugi še bolj razposajen. Najlepša hvala za povabilo in enako. Hvala.